Tjaša, tle lahko sam kakšne kače najdeš po mojem. No, evo, to je pa rezultat tele vožnje. 30 km vožnje. Jaz tu žal ne vem, če imate kakšno vprašanje glede računalniku pa žensk, na tu se spoznam, na tu se pa ne. Tamle gore en kmet čaka, le iz traktorja. No, zdaj pa še Tjaša do vrha prišla, sicer je bila pred mano, samo... Midva s Tjašo so šla spet na en lep izlet. Tokrat greva na Snežnik. Sva se pa prej ustavila tukaj še pri gradu Snežnik, ki je zelo lep in zelo super za kakšne fotke narediti. Malo več o gradu bo pa Tjaša povedala. Ja, je to en lepših gradov pri nas in mislim, da tudi eden redkih, ki ima še to originalno, avtentično opremo. Zgrajen je bil v 13. stoletju, nahaja se pa v občini Loška dolina. Zdaj, jaz sem enkrat tukaj že bil, sicer pozimi. Glavna zadeva je tamle zadaj, ki je tudi jezero in tam so najlepše fotke, tako da zdaj greva kaj pogledati, samo vprašanje, kako je soncem, bomo videli. Iz druge strani je pa takole, morate priznati, da zelo lepo, ampak moramo zelo na hitro posneti, ker imajo tle neko lokostrelsko tekmovanje, lejte, kele streljajo in moram iti, drugače pa lejte, ful lepo, škoda ni tle več časa, da bi jaz kaj več slikic naredil pa tako naprej. Mi smo zdaj šli od grada Snežnika naprej in zdaj tukaj gledam navodila za pot in piše, da je 29 km makadamske ceste do izhodišča. Mi smo se izbrali izhodišče Sviščaki in v bistvu od grada Snežnik, tam se že začne makadamska cesta in očitno od tukaj naprej je 29, to se pravi skoraj 30 km makadamske ceste do tega planinskega doma na Sviščakih, tako da tam pa je izhodišče, eno od izhodišč, od tam se hodi 2 urce, tako da, lej, sorry Tomaž. Saj veš, da sem jaz navajen po takih cestah voziti, tako da tole je zame avtocesta, tako da noben problem. Dobro, da nisi ti peljal, a ne Domen? Kakaj, da bi se smelo avto, kaj? Domen ne bi bil jih tako navdušen. Jaz se rad vozim po takih. Spet se situacija zaostruje. Ja, to je ampak jo bomo rešili. Ko ponavad, na zaporo smo naleteli in zdaj... Domen, prav da ni ta cesta za moj avto. Tole je bolj očitno traktor, čeprav... Tako da gremo zdaj še po eni še bolj stranski cesti, pa že ta ni bila lih briljantna. Ampak to imaš prav, da bo šlo. Ja, nisem rekel, da bo šlo. Probati moramo. Potrudili se bomo. Čeprav, lejte mi pa... Tole se z te strani kar vleče, verjetno bi bilo bližje, če bi šli z Ilirske Bistrice. To bomo šli nazaj grede, ampak se veste, kakšna je kolona ob sobotih proti Primorskem, tako da smo se odločili za to pot čez Lašče, pa tukaj mimo grada Snežnika in pač tle, kjer se vozimo. No, evo, to je pa rezultat tele vožnje. 30 km vožnje. Tomaž. Kaj, Tjaša, te je strah za moj avto? Ja, le kakšen je? Bo pa kjera lahko napisala ljubim te. Prispeli smo na izhodiščno točko, tle bomo najprej eno kavico spili, pol pa gremo gor. Je pa, vejte, tukaj zelo lepo. Jaz sem navdušen, tako da ful dobro, tako da se je splačalo po tem makadamu gor voziti. Tomaž, Kaj? danes si pa vidim dobro opremljen. Ja, jaz sem vedno dobro opremljen. Ja, se jaz tudi. Ja, lej, tako da ne gremo brez Aj, dobrih. ti už imel te. Ne Jaz gremo imam te brez... ta nizke, sam Ti jaz imaš mislim... lepše, ti imaš lepše. Najlepše To so. hočeš povedati. Ja. Ampak ne, upam, da so tudi za na Snežnik moje te nizke v redu. To bo pa kdo drug povedal, vse veš.
da bojo pametni pa bojo komentirali, tako da dragi gledalci, poglejte Tjašine telemerelke pa napišite, če so primerne za nasnežik. Jaz tu žal ne vem, če imate kakšno vprašanje glede računalniku pa žensk, na tu se spoznam, na tu se pa ne. Evo, izhodišče Sviščaki, se nahajamo na nadmorski višini 1242 metrov in imamo tukaj le markirano pot do vrha Snežnika 2 urce, tako da prižgi uro, Tomaž. Nimam s seboj, oziroma imam, sam nimam kabla za napoln. Ok, ampak bomo videli, mogoče pridemo celo malo prej, kot v 2 urah. Tukaj je nazorno napisano, da imamo 2 ure do gor. Bomo videli, ali bomo rabili več ali manj. Pot pa se začne takole. Tamle zelo v daljavi se že vidi vrh. Dvomim, da ga tlele vidite na kameri, še jaz ga ne vidim. Preko kamere ga pa vidim v živo, tako da jaz mislim, da imamo še dobre pol urce, pa smo gor. Videti je, da lahko prideš skoraj do vrha z avtom, tako da to mi ni glih najbolj všeč, ker jaz imam rad take, da moraš vrh osvojiti peš. Lejte, tle je zdaj ta zadnja možnost, kjer lahko z avta prideš, tamle naprej je pa zaprto, neka ketna je čez, možno je pa, da celo čisto do vrha prideš. Še vedno hodimo po cesti, se pa približujemo vrhu, tako da tale cesta po mojem gre čisto do vrha. Samo kakor ste dol videli, je pač ketna in ne gre čez, kar je tudi seveda prav, ne moreš tukaj visok z avtom. Prej je izgledalo, da imamo samo še slabe pol urce. Evo, zdaj pa že hodimo 20 minut, pa lejte, je pa kar delec stran tale koča gor. Mislim, tu je tudi vrh. Tukaj se zgleda še da prideti z avtom, tle je pa potem konc. Pot na Snežnik je super, lejte, lahka, ampak zanimiva. Lejte, kakšni super razgledi, tako da uživam. Kaj bo pa še dobro na uno stran videti? Menda, da se tudi morje vidi. Bomo videli, drugače pa, lejte, nič tazga težkega, lepo hodiš, se pa breko, no. Mislil sem, da bo tu hitreje šlo, ampak žal ne gre. Ampak nič zato, sej uživam v teli hoji. Najbolj užival, ker sem pa gor vso. Upam, da v tej koči majki za pojest, še nekaj dobrega pojem na najboljši lokaciji. Mislim, eni najboljših. Tlele gor, dajte, raj tle jem, kot po katerikoli restauraciji z Michelinovo zvezdico. Čeprav moram čez po prvič povedati, da nisem šel nobeni in tudi najbrž ne bom, ker meni je to čist predrago. Tako da in neumno, lahko bi si prvoščil brez težav jaz, ampak dajte, bi se sam se poslu osuzdo, tako da ne bom. Bom pa upam, da tamle gore. Smo če dalje bliže, me pa zanima, kam se tale pot odsep. Sicer je bolj šloh prehojena, ma te tova pot. Aha, ne vem, kam gre, ali je to pot za dol, ali je pa za kam še na kakšen manjši vrh. Ne vem, gremo mi gor še malo. Tukaj smo prišli do enega smerokaza, do vrha še 5 minut. Tukaj je ena pot, kakele na rob pele in se mi zdi zelo zanimivo. Masun, če sem prav prebral, ki slabo piše, 4 ure, do dol pa urca pa pol. Tako da ja, vse štima. Dol prej prideš ka gor, tole se mi zdi pa malo več ka 5 minut. Jaz bom kar ene 10 rabo. Razgledna točka čist pod vrhom, ne vem sicer v katero smer je tole, pojma nimam.
Jaz nimam dobre orientacije, ne vem kaj. Karkoli bom rekel, bom narobe rekel. Glejte, mogoče bi kdo od vas vedel, kaj je tam odzadaj. Jaz pojma nimam. No, gor smo pa še čist malo. Zdaj sem pa že skoraj na vrhu. To je kakšen hud razgled. Vrhunsko je. No, vrh pa. Tukaj je ena oznaka. Ne vem zdaj. Ne bo ta una lepo. Evo me. Ratalo. Da vidimo razglede. Dober je. Sicer more se ne vidi, kaj nekaj Tjaša omenjala, ampak super tole. Zgleda, da me že malo starost matra. Sem rekel, ne vidi se morje, ampak glejte, tle se vidi, sploh ga nisem videl in tamle je Krk, pa Cres in prav lepo se vidi ta Kvarnerski zaliv, ne moreš verjeti in mislim, res je super tukaj. Wow, sem to lahko rečeš. Samo upam, da v tej koči, da imajo kaj za pojesti. To je važno. No, zdaj pa še Tjaša do vrha prišla, sicer je bila pred mano, samo se je dol pri koči zadržala, tako da sem te pa jaz v zadnjih korakih prehitil. Lepo, da si povedal resnico. Ja, sem se pa zmotil, tole je vrh. Jaz sem mislil, da je tam, ker meni onole zgleda višji. Zgleda pa res, ja. Ti je pa drugače fantastični razgled. Ja, super. In res še tamle morje. Učka, lej tamle dol. Učka, pa res. Viš, na Učko lahko enkrat šli. Tudi, ja. Tle je fantastični kraj, tako da... Zdaj pa Tjaša si rekla, da tle imajo za pojesti. Ja. Jaz sem tako lačen, da moram nekaj. Nujno. Ja. Pa gremo pa medveda iskati, ne si rekel. Medveda, tako. Doma bi rad kačo videl, ti rad medveda. Jaz so bedvoje. Super je, v glavnem tole priporočala. Ja, res. Pa zdajle res tako, ko je tudi ena punca mi rekla, da zelo lepo cvetijo te rožice ob poti. Ja, ful diši vse. Tudi za fotkat lepo, res lepe barve, tako da zdaj je res ta prav čas. Domen pa Tjaša, kako je? Velim, da se že začela. Vidva sta, je dober, ne morta. Dober. Dober, super. Jota. Iz klobaso. Moja je brez. Brez, vegetarijanka. Evo, prihajamo nazaj. Še malo pa bomo pri avtu. Lušna Turca. Mečkem prijetno noge bolijo. Glih prav bom rekel. Zdaj pa imamo še ne par lepih stvari za pogledati v planu. Bomo videli, kako se bo šlo. No, tamle v tisti gostilni, ko smo prej kavico pili, so že dol dali te senčnike. Drugač pa tole lepo. Da smo na višini 1200 metrov. Lepo, prijetno, sveže. Kamor pridem, srečam žlahto. Pa se nam je le uresničilo. Evo, ta Tjaša pa je krava, ne? Oj! Bo Tjaša kaj zanimivega? Ja, lej, zate, ker rad raziskuješ razvaline in zapuščene objekte, kar to bo, tako da, kar splezaj. Ne, gremo pogledati, če se da še kaj bolj videti. Kaj lej, da do tistega okna pridem gor. Tjaša, tle lahko sem kakšne kače najdeš, po mojem. Pa na potrebe hodijo ljudje, ne? Tamle. Vidim, ja, tako da jaz grem kar nazaj. Ja, lejte, enega je prijelo in je tlele zrihtal. Domno pritisk še naprej raste. Šel ti Domen voziti? Ja, tamle gore en kmet čakal s traktorjem. Mogoče bi zamenjal, pa bi nam traktor dal. Prispel na asfalt, jezera sicer nismo najdel, ampak Domen se je pa vdahnil, ne Domen? Iščemo še eno jezero, Petelinsko, pa zgleda, da ga ne bomo najdel, ne Domen? Ne, tle dol pa ne moramo iti. Obrnemo.
Zdaj gremo dol par minut peš. Jaz tle je bil moj pomislek, če v kakšen kmet s traktorjem prišel, kaj bo rekel, pa je Tjaša rekla, da ne bo. Se pravi, Tjaša, če bo, se boš ti pregovarjala. Boš rekla, da ti voziš. Ja, upam, da bo šlo skozi, ampak itek bomo čist hiter, tako da 5 minut. Evo, Domen peš raziskuje, Tomaž bo avto obrnil, ampak me prav zanima, kako tlele obrnil, ker nima veliko placa, tako da. Kako boš obrnil? Težko. Se mi zdi. Bo šlo. Kako ima mazan avto. Mercedes traktor. Ko pride v vsak hrib. Traktorjem ne obrneš tako hiter, ne? Ja, saj to je res. Ja. Neč, grem jaz kar peš. Domen, dober si se tole spomnil. A no, da no. Sicer Tjaša je rekla, da je lačna, tako da ne vem zdaj, komu grejo zasluge. Bel? Tole bo On ve, da tako sem jaz dober. ful sitna, ko sem lačna Poje sta kakaj moj foter. in se že prej zagotovi varnost. Ja. Mislim, res so tole, mislim tudi ne samo dober po mojem, da je zelo, ampak je tudi lepo, tako da Ja, hudo. res. Ful.